Dobro, tako, zdaj nas je povezanih, nas je malo več kot 70, ostali upam, da se nam potem pridružijo. Lep pozdrav vsem skupaj, jaz sem Andrej Šuvak, prihajam iz Kmetijskega zavoda Maribor. Danes bom nekako povezoval vso tole predavanje magistra Dolenška. Kot sami veste, kot ste videli že v samem vabilu na Zoomu, debata bo potekala o gorivu za kmetijstvo in trošarinah. Zvedeli bomo pač novosti se pravi s 1.1.2023, katere so, kako je vračilo trošarine za lani, kak bo nov način znižanja trošarine ob nakupu goriva z novim letom, kateri so upravičenci, kakšni bojo pogoji uporabe in količina porabljenega goriva za kmetijstvo, predvsem pa tudi to, kar je pereča tematika, kakšna je kakovost tega goriva. Na koncu bo potem še sledilo samo kratko predavanje o varnem delu s traktorjem magistra Dolenška. Zdaj pa samo toliko, da ga na hitro predstavim, verjetno ga že tako večina pozna, tisti pa, ki se mogoče prvič z njim srečujete, da ga samo na hitro predstavim. Prihaja iz Kmetijskega zavoda Ljubljana, dela pa tudi del časa na Gozdarskem inštitutu. Njegova panoge svetuje s področji kmetijske in gozdarske tehnike, gospodarnosti rabe strojev in opreme ter varnosti in zdravja pri delu, vključno z varnostjo v cestnem prometu ter obnovljivih virov energije. Zdaj tako je, ker vas je bilo toliko prijavljenih, smo morali v bistvu ta meeting spremeniti v webinar, tako da bo pogovor malo drugače tekel, ko smo si najprej zamislili, se pravi, vprašanja bodo v vsakem primeru sledila na koncu predavanja magistra Dolenška. Zdaj pa tisti, ki boste želeli postavljati vprašanja v živo, je najboljše, da dvignete rokico in vam bomo potem dodelili mikrofon, tako da boste lahko v živo povedali, lahko si zapišete nekje nekam, lahko pa date tudi vprašanja v chat ali pa v questions and answers. Tako da to bi bil moj kratek uvod, jaz bi predal besedo magistru Dolenšku, potem bo pa sledilo sproti vse, kar vas bo zanimalo. Tako da prijetno poslušanje, pripravite si vprašanja in magister Dolenšek bo potem odgovoril. Tako da, beseda je vaša, gospod Dolenšek, izvolite. Ja, dober dan. Najlepša hvala, kolega Šuvak. Lep pozdrav tudi z moje strani. Tako da bi kar začeli, bom delil tale zaslon, samo trenutek, da takole, samo še trenutek. Tako, zdaj upam, da vidite tale zaslon čez celo stran, tele predstavitve, ki sem jo pripravil, zato da bom lažje povedal. Če se je kje kaj zatakne, prosim gospoda Andreja Šuvaka za intervencijo, sicer bi pa prišli kar k stvari. Predstavil bom vračilo trošarine za lansko leto, samo na kratko, da povemo, obnovimo, predvsem potem se bomo posvetili pa temu, kar je bilo že povedano o gorivu za kmetijstvo oziroma spremenjenemu načinu vračila trošarine. Mogoče samo toliko za začetek, da imam sicer neko kao dobro spletno kamero, ampak včasih zamrzne. Če bom zamrznil, nič hudega, mogoče, če ne bom opazil, bom pač ostal zamrznjen nekaj časa. In druga stvar, tisti, ki boste želeli in ste se že pripravili, da boste delali print screen te predstavitve, to ni potrebno, ker vam bom na koncu dal povezavo, kjer se lahko predstavitev snamete, je že na spletu pripravljena, čisto sveža. Zdaj, če se najprej rečemo samo par besed, obnovimo, kaj je za lansko leto. Kakor veste, preko 20 let smo imeli v kmetijstvu in gozdarstvu sistem vračila dela trošarine za pogon kmetijske in gozdarske mehanizacije. Lansko leto je bilo treba to vnesti v sistem elektronski carine, in sicer tako, da se je gorivo, ki se je porabilo, računi, ki so se
zbrali za upravičeno količino do najvišje normirane porabe, smo pač vnesli prej papirno, zdaj pa z elektronskim vnosom. Tlele je ena majhna razlika, če to hiško se predstavljamo kot ta elektronski sistem carine, je bilo za nove uporabnike, kar ste bili večina, je bilo treba vstopiti preko e-davkov. Lahko pa kdor je želel, je pa zato pooblastil nekoga, ki mu je vnesel in je to naredil v njegovem imenu. Tisti, ki ste verjetno lani pooblastili druge za vnos, boste tako ravnali tudi letos, razen če ste se usposobili sami. Sicer je pa postopek vnosa tak, da se naj prijavimo v e-davke preko digitalnega potrdila ali z uporabniškim imenom, preko e-davkov potem vstopimo v sistem e-carine in tukaj naredimo vnos na vračilih in potem, ko to odnos končamo, prejmemo potrdilo o vnosu in na svoj elektronski naslov, če ga smo ga vnesli, potrdilo o vnešenem zahtevku in potem približno v 30 dneh ali pa še prej prejmemo vračilo v denarju na svoj transakcijski račun. Zdaj z novim letom, s 1.1.2023 se je vse spremenilo, se pravi to, kar smo do zdaj govorili, velja samo še za lansko leto, od 1.1. naprej ni potrebno več zbirati račune, razen če si vodimo lastno evidenco ali če smo zavezanci za DDV, skratka, ko tega vnosa trošarine oziroma vnosa zahtevka oziroma vračila trošarine od 1.2. ni več, ker ga je namestil drug način in sicer takojšnje znižanje trošarine že pri nakupu goriva, tako da že pri nakupu goriva plačamo manj za to gorivo, kot smo prej za dizelsko gorivo ali pa za bencine ali pa za motorni petrolej in pač kupimo gorivo za nižjo ceno in na ta način takoj dobimo znižano trošarino. Zdaj, seveda, to je zdaj posebno gorivo, tako plinsko olje, ko bomo videli v nadaljevanju, imenuje se gorivo za kmetijstvo, okrajšava GK, ni to kmečka nafta, ni rdeča nafta, ni so te pač imena, ki se pojavljajo v javnosti, čeprav povsem vemo, zakaj uraden naziv je in tudi predlagam, da uporabljamo ta naziv, je gorivo za kmetijstvo. Zdaj, gorivo za kmetijstvo ima nižjo ceno, če pogledamo dizelsko gorivo z maloprodajno ceno za DDV, od danes naprej je enako, kot je bilo to do zdaj, ker je vlada majčkeno dvignila trošarine in sicer bi bilo 1 cent cenejše, je 1,48 evra na liter z DDV-jem, medtem ko je gorivo za kmetijstvo cenejše, ker ima znižano trošarino, sicer 1,15 z DDV-jem. Zdaj, ko bomo naprej videli vseh teh stvareh, ljudje veliko razmišljate, kaj bi, kaj ne bi. Zdaj, kdor se bo odločil, da bo še naprej uporabljal dizelsko gorivo, če je končni potrošnik, je razlika, ali po drugim besedami, če ni zavezan za vračilo DDV, za DDV je razlika med dizelskim gorivom in gorivom za kmetijstvo v ceni 37 evra na liter, kdor je pa davčni zavezanec za DDV in si bo vrnil DDV, je pa razlika nekaj manjša, 0,30 evra. Zakaj je ta razlika manjša, ne bo treba potem spraševati, zato ker je DDV se obračuna na vse dajatve, tudi na trošarine, in zdaj, če je večja osnova, je potem tudi večja DDV. Toliko načelno, skratka, lahko potem vidimo še v debati naprej, kako je z vašimi odločitvami. No, zdaj gremo, samo trenutek, gremo lepo po vrsti naprej, kaj je fizično gledano gorivo za kmetijstvo, stališča goriva. Zdaj, gorivo za kmetijstvo je plinsko olje, ki se v rafinerijskih in potem skladiščnih prostorih trgovcev skladišči v istem prostoru, potem pa, ko se to plinsko olje pelje na distribucijsko mesto, se za gorivo za kmetijstvo doda rdečo barvilo, se to
gorivo za kmetijstvo rdeča obarva, ali pa, kot bomo potem videli, to je enako gorivo, tudi kurilno olje ekstra lahko, ki se prav tako rdeče obarva, s tem, da je kot kurilno olje ekstra lahko namenjeno za ogrevanje, kot gorivo pa kmetijstvo pa za pogon kmetijske in gozdarske mehanizacije ter tovornih vozil za prevoz čebeljih paljev. Skratka, če gledamo današnje stanje, je to enako gorivo, ki se mu doda barva. Razlika je v tem, ker je obarvano, da je potem na prodajnem mestu zaradi znižane trošarine cenejše, je 1,15 evra, kot smo že prej videli, ker je trošarina 76% nižja, kot je trošarina za dizelsko gorivo. Je, kot smo že povedali, ima dodano barvo in nima dodanega biodizla, ne sme imeti dodanega biodizla. To isto plinsko olje, če se pelje na prodajno mesto kot dizelsko gorivo, ni označeno, ima pa lahko, ni nujno, ima pa lahko dodano do 7% biodizla. Zdaj, če pogledamo še drugače, v čem je pa razlika med tem gorivom za kmetijstvo in kurilnim oljem ekstra lahko in klasičnim ali pa starim kurilnim oljem za ogrevanje, ki smo ga imeli na voljo zadnjih, ne vem pač, še tudi v bivši državi, pa tudi zdaj. Razlika je vsebnosti žvepla. Po standardih, kot jih bomo še potem pogledali, ima lahko staro, če smem tako reči, kurilno olje do 1 gram na kilogram žvepla, medtem ko kar plinsko olje iz te tarifne oznake, ki se zdaj prodaja kot kurilno olje ekstra lahko za ogrevanje ali pa kot gorivo za kmetijstvo, ima to vsebnost lahko največ do 10 mg, kar je 100-kratna razlika, če boste večkrat se poračunali. To gorivo za kmetijstvo ima tudi enake nizkotemperaturne lastnosti po letnih obdobjih kot dizelsko gorivo, se pomeni, da tisto filtriranost, ki se ugotavlja, dokler je še tekoče. Zakaj ta filtriranost in zakaj govorimo tekoče? Dizelsko gorivo ali pa tudi to gorivo za kmetijstvo, vsako plinsko olje mora imeti za to, da doseže cetansko izštevilo samovžig, dodan parafin in ta se pri nizkih temperaturah strjuje in potem dobavitelji goriva zagotavljajo, da je tudi v vseh obdobjih lahko. Če bo kjerga zanimalo kaj več, so te cifre navedene tako na spletnih straneh po dobavitelju, kot potem v informaciji, ki jo bom na koncu predstavil ali pa že vmes. Zdaj za samo kakovost tega goriva, za vsakega goriva je odgovoren ponudnik goriva, to pomeni, da mora skrbeti tako za očiščenost cistern, zalogovnikov, kakor tudi za vse ostale lastnosti. Zdaj, pomembno za nas, ki smo danes tukaj, predvsem pa za uporabnike, je to, da do sedaj smo dobivali povrnitev trošarine tudi za goriva za bencinske motorje, motorje na motorni petrolej, po 1.3. pa se je na voljo kot gorivo za kmetijstvo znižano vrednostjo trošarine samo za dizelske motorje. Medtem ko vračila trošarine ni več za bencin, motorni petrolej, za ti stroje, s katerimi se uporablja, da jih ne naštevam, saj vsi veste, za katere gre. No, zdaj pa si nekaj še pogledamo o samem kurilnem olju, gorivu za kmetijstvo. Zdaj vse lastnosti določajo standardi. Zdaj standard, ki določa lastnosti tako plinskega olja za ogrevanje, kakor plinskega olja, ki se prodaja za pogonski namen, to je kurilnega olja ekstra lahkega ali pa kurilno olje ekstra lahko GK gorivo za kmetijstvo, določeni so v standardu SIST 1011, taka lepa številka, in ta določa več lastnosti. Tukaj se bom jaz omejil samo na par stvari. Že omenjeno vsebnost žvepla, ki je lahko največ do 10 mg, kar je enako kot za dizelsko gorivo. Določeno je, da ne sme imeti tega estra ali fame po angleško oziroma biodizla v pogovornem jeziku, da
Zelo pomembna stvar pa je, da je tudi posebej napisano, da mora to gorivo za kmetijstvo oziroma, če govorimo s celotno besedo kurilno olje, ekstra lahko gorivo za kmetijstvo, odgovarjati standardu EN 590, ki pa je tisti standard, ki ga določa lastnosti, ki določa lastnosti dizelskega goriva, in tudi v tem standardu je določeno, da lahko vsebuje do 7% biodizla. No, vsi proizvajalci motorja, če boste pogledali v navodila za traktorje, za sodobne, določijo, da mora gorivo, ki se uporablja, odgovarjati temu standardu EN 590. Pomembna stvar za nas uporabnike je tudi označitev. Tukaj spodaj vidimo dve varianti označitve točilnih mest. Vsa točilna mesta, na katerih bojo trgovci prodajali, točili kurilno olje, ekstra lahko gorivo za kmetijstvo ali pa KOLGK, morajo imeti nalepljeno eno od teh dveh nalepk. In tukaj vidite, spodaj je predpisano, da morata biti navedena oba standarda, se pravi SIST 1011 kot SIST EN 590, da to gorivo odgovarja. Zdaj, če rečemo po domače, če na neki točilnem mestu ni te nalepke, oziroma trgovec ne more zagotoviti, pač boste šli k drugemu trgovcu. Zdaj neke velike panike, če rabite 10 litrov za natočiti, boste pač šli k tem trgovcu. Zdaj tukaj imamo seveda dva primera, ki sem jih jaz pač nabral, oziroma enega sem dobil od dobavitelja, enega sem pa sam poslikal z dovoljenjem dobavitelja. Tukaj sta ta dve oznaki, kurilno olje ekstra lahko GK, kot vidimo tukaj, ali pa KOLGK, kar je okrajšava. Še enkrat povem, da je to isto točilno mesto, kot je za kurilno olje ekstra lahko, za ogrevanje, in tudi cena je enaka. To se pravi, ta cena, ki jo pošljemo, je enaka. Zdaj, veliko vprašanje, kako je z DDV-jem. DDV je zelo enostaven davek, ker je to davek na potrošnjo, ga vsi plačujemo, s tem, da tisti, ki je zavezan za DDV, si ga lahko obračuna in oziroma ga plača samo na dodano vrednost, od tega tudi ime davek na dodano vrednost. Za zavezance za DDV je vračilo DDV enako kot pri dizelskem gorivu. Trenutno je po podatkih na 200 bencinskih servisih naj bi bili od Fursa, od skupaj 588, naj bi bilo to gorivo za kmetijstvo na voljo. Zdaj, jaz sem tukaj vam bom zdaj kliknil na povezavo, upamo, da bo delovalo. In sicer ja, ker tukaj sem že pripravil novico. Evo, na spletni strani strojnih krožkov smo pripravili eno novico, pravzaprav zbir informacij ABC goriva za kmetijstvo, kjer si boste lahko to prenesli, lahko si pogledate, in tukaj med drugim smo tudi, recimo tukaj imamo filtrirano vrednosti, kot sem jih prej omenil, vse te informacije, o katerih danes govorim, in tudi, kje je na voljo gorivo. Tukaj pod točko, kje bo na voljo gorivo za kmetijstvo, sem za dva večja ponudnika pri nas lahko kliknete in boste dobili seznam, kje se to gorivo lahko kupi. To je najnovejši seznam, eden je online, eden je v obliki datoteke, stalje na včerajšnji dan, če mogoče ne boste v vašem kraju videli tega goriva. Skratka, pristojni zagotavljajo, da naj bi bilo gorivo dovolj, seveda je pa še naprej vsi ti ponudniki, ki so vam do zdaj dostavljali gorivo na dom, bojo delali to še naprej, seveda morajo dostaviti gorivo v skladu s tem standardom, ki sem rekel, in s to oznako, in tudi na računu morate dobiti gorivo za kurilno olje ekstra lahko GK ali KOLGK. Kdo je upravičenec? Poenostavljeno povedano, ste vsi tisti, ki ste do zdaj imeli pravico do vračila dela trošarine, oziroma jo še imate, še imamo za preteklo leto, se pravi fizične in pravne osebe. Zdaj, če pogledamo
Z drugimi besedami so to nosilci kmetijskega gospodarstva, člani agrarne skupnosti, to se pravi oboje fizične osebe in uporabniki kmetijskih in gozdnih zemljišč, se pravi pravne osebe, samostojni podjetniki, posamezniki. To se pravi, da pa vstopni pogoj pa je enak, kot je bil vstopni pogoj za vračilo trošarine prej. Na dan 3.6. preteklega leta je treba izpolnjevati vstopni normativ, to normativno porabo 540 litrov za kmetijske in gozdne površine v kombinaciji ali pa samo 150 litrov samo za gozd. Zdaj, da še enkrat ne navajamo teh normativnih porab, ki jih imamo vsi že v glavi, nekaj 200 litrov je za kmetijska zemljišča, se pravi travnike, njive, 420 za intenzivne nasade, 15 litrov na hektar gozda in še nekaj plantaže. Skratka, po domače povedano, če imamo malo manj kot 3 hektarje kmetijskih površin ali pa malo več kot 1 hektar intenzivnega nasada ali pa samo, če imamo samo 10 hektarov gozda ali pa vse te kombinacije, je to vstopni normativ. To je edini pogoj, ki se postavlja s to normativno porabo, kot bomo kasneje videli, ampak kar takoj zdaj povem, porabe goriva za kmetijstvo navzgor pa ni več omejena. Normativ je samo kot vstopni pogoj. Zdaj, pri čebelarjih je majhen drugače, je 41 čebeljih panjev, pa na dan 30.6. preteklega leta mora med čebelarji evidentirane premike teh na oddaljena stojišča, oddaljenosti vsaj 10 km zračne linije. Zdaj, zelo pomembno vprašanje, pravzaprav, zakaj rečem pomembno, zato, ker je pravzaprav poleg vprašanj teh splošnih in to drugo najbolj pogosto vprašanje, kako je v primeru z pravico, z upravičenostjo do porabe goriva, ko je na neki kmetiji, ima nekdo kmetijo kot fizična oseba in ima zraven registriran še espe ali pa ustanovljeno podjetje za neko drugo dejavnost, pri kateri pa isto uporablja kmetijsko in gozdarsko mehanizacijo, ali pa kako je nekdo, ki je d. o. o. ali espe in ima kmetijsko in gozdarsko mehanizacijo za izvajanje storitev, pa ni na kmetiji, kako je zdaj, a je ta nekdo tudi upravičen za, ali sme uporabljati, se pravi gorivo za kmetijstvo za ta pogon. Odgovor je dosti jasen in tudi dosti enostaven. Vsi našteti espe, samostojni podjetniki posameznika ali pa pravne osebe lahko uporabljajo za gorivo v kmetijstvo samo v primeru, ko imajo na espe ali pa na d. o. o. napisana oziroma v uporabi tudi kmetijska zemljišča in so preko teh zemljišč upravičenci do uporabe te mehanizacije, do tega goriva v kmetijski in gozdarski mehanizaciji. Zdaj, na eni kmetiji, kjer je nekdo fizična oseba za isto davčno številko, enkrat ima kmetijo kot fizična oseba, potem ima pa še espe za storitve ali pa tudi za gradbene storitve ali pa karkoli, ali pa komunalne ali pa karkoli, na isto davčno številko je na davčno številko se pravzaprav upravičen samo za to kmetijske površine, za mehanizacijo, ki je uporabljena na to površinah, medtem ko za drugo mehanizacijo, pa tudi če je ta kmetijska, v espeju, kjer na njega nima vezano kmetijo, ni upravičen. Skratka, nekdo, ki je espe kar tako, ki je ustanovil, pa nima nobene zemlje, to je zdaj ta druga skupina, prav tako ni upravičen za uporabo goriva za kmetijstvo. Upravičenec bi postal samo, če bi na espe ali pa na d. o. o. prenesel tudi kmetijska zemljišča ali pa jih kupil ali pa kakorkoli. Ta prenos pa ni čisto enostaven, kot je ustanovitev espeja, ko to narediš na spot točki v 15 minutah, ampak je treba na to prenesti zemljišče, najprej sredstva, urediti v registru kmetijskega gospodarstva, dobiti MID številke, urediti v katastru in vse skupaj mora biti zaključenega do 30.6. tekočega leta, če nekdo želi dobiti pravico za to v naslednjem letu. Zdaj, pri dopolnilnih dejavnostih za kmetijo, ker pa to ni druga oseba,
je to samo registrirana dejavnost, podobno kot je registrirana recimo dejavnost oddajanje sob, oddajanje ali pa prodaja energije, isto dopolnilna dejavnost na kmetiji, ima ista oseba na isto davčno številko registrirano dopolnilno dejavnost, ampak to ni druga pravna oseba ali pa SP, pa tukaj nobenih ovir ni, lahko nekdo kar uporablja za na kmetijo, ker je dopolnilna dejavnost namenjena temu, da se bolj racionalno uporabijo sredstva kmetije, tudi za storitve, ki jih dela preko dopolnilne dejavnosti, lahko uporabi gorivo za kmetijstvo in ponovno povem, kar sem že prej ponovim, v neomejeni količini. Pogoj je samo vstopni pogoj, potem pa pri uporabi se lahko uporablja. Zdaj, kdo pa lahko fizično na bencinskem servisu kupi gorivo za kmetijstvo? Seveda normalno, da tisti, ki je upravičenec, ampak lahko tudi več ljudi. Tako da poleg samega nosilca lahko tudi namestnik oziroma član in člani kmetijskega gospodarstva ter člani agrarnih skupnosti. Davčni organ po uradni dolžnosti vnese do 1.1. tekoče leta v sistem vse te pravice, nikogar ne obvešča, vsak lahko to preveri v odprtem portalu e-davkov in sicer, da v iskalnik vnese to enotna oziroma enolična identifikacijska oznaka, ki pa ni neka X številka, ampak je sestavljena iz davčne številke te osebe in zadnjih 3 številkah enotne matične številke občana. Zdaj, to lahko vsak preveri v e-davkih, lahko si stisne QR kodo s temi podatki, ko bomo pol videli, tukaj spodaj vidite ta QR koda, vzorc in ne vidite, da nikjer ni napisan imena, priimka, skratka, če si bo to nekdo stiskal, pa če je več v družini, najboljše, da si gor napiše ime, drugače pa tisk te kode ni obvezen, na bencinskem servisu lahko kupite gorivo tako, da to poveste na izust ali pa pač davčno številko in osebni dokument in boste lahko dobili dovoljenje oziroma odklenitev. Pravne osebe je pa majhen drugače, pa samostojni podjetniki, tam pa pravne osebe vnesejo v zaprtem delu e-davkov, s tem, ko se prijavijo, na vpogledu NF Kmet Dizel, osebe, ki jih oni pooblastijo, da bojo v imenu pravne osebe kupovali ali pa samostojnega podjetnika, posameznika, kupovali to gorivo na bencinskem servisu. Tukaj je pa identifikacijska oznaka sestavljena malo drugače, pa davčna številka pravne osebe, pa zadnje 3 številke EMŠO-ja osebe, ki je bo fizično zadolžena za nakup goriva. Če si pogledamo, bomo videli, če bo delovalo, evo, bom jaz takole naredil, na odprtem portalu e-davkov vnesemo celo to davčno številko osebe in 3 zadnje 3 številke matične osebe. Jaz zdaj ne bom našel od ene fizične osebe, tukaj se lahko pogleda za kogarkoli, za kogar imate te podatke, ampak sem si tlele iz poslovnega registra sprintal davčne številke 2 SP-jev in sicer tudi zato, da si bomo pogledali primer, ko je za SP ali pa za pravno osebo si vnesemo samo davčno številko, za fizično pa še ta zadnje 3. Tukaj smo vnesli davčno številko, zdaj glede na to, da še sliko pošiljamo, to traja malo dlje, da ne bo predolgo trajalo. Vnesel sem številko enega davčnega številka in zdaj tukaj vidite, ker sem vnesel za NSP, ker sem ga dobil na poslovnem registru in tukaj kliknemo upravičenec za nakup goriva za kmetijstvo in vidite, oseba z davčno številko ni upravičena do nakupa goriva za kmetijstvo. Je pa ta SP na kmetiji. Zdaj imam tukaj pa še enega drugega SP-ja, ki je pa prav tako na kmetiji, pa bom vnesel tole davčno številko, iskalnik, da se tole zmelja, dobimo isto sliko.
Pa še enkrat pogledamo upravičenca na gorivi za kmetijstvo, klikni za podrobnosti. Vidite, oseba z davčno številko je upravičena, zdaj ne bomo tega brali in potem piše, da mora ta oseba v sistemu e-davkov vnesti v zaprtem delu, potem po prijavi, katere osebe so pooblaščene za nakup goriva fizično na črpalki oziroma bencinskem servisu, se opravičujem. To se pravi lahko ta isti, ki je istočasno SP, pa nekoga pooblasti. Zdaj, če bi imel jaz dovoljenje oziroma če bi tale SP šel dejansko to narediti, bi se mu pokazalo čez celo stran rdeča črta, da nima dovoljenja. Zakaj? Zato, ker je to oseba, ki ima kot fizična oseba, kot kmet dovoljenje za nakup goriva za kmetijstvo, kot SP, pa tega dovoljenja nima, ker nima na SP prenešeno svoje kmetijske dejavnosti. Zdaj za neko fizično osebo to ne bomo delali, ker da nas kdo ne zakači za kakšno varstvo osebnih podatkov. Tako, zdaj tisti, ki ste se že, če ne boste si pa to že vtipkali, verjetno ste se že vsi, če ne si pa boste. Zdaj, tako, gremo naprej. Postopek nakupa na bencinskem servisu sem že vmes povedal, samo če ponovim, se identificiramo z davčno plus osebno izkaznico ali pa, če želimo s to QR kodo, še s sabo prinesemo, prodajalec preveri v sistemu, odklepite točilno mesto, natočimo, ne pozabimo plačati, ne pozabimo vzeti računa, posebej, če smo zavezanci za DDV. Če mu povemo davčno, oziroma če povemo, da smo zavezanci za DDV, nam bo izdal seveda račun za zavezanca za DDV, ki ga potem uveljavimo. Prodajalec pa mora, kar nas manj zanima, sicer potem do 31. za preteklo leto, se pravi leto še ne naslednjo leto, prodati gorivo, ne prodati, podati davčnemu organu podatke o količini nakupljenega goriva za kmetijstvo v tem letu. Zdaj točimo lahko v zalogovnik, neposredno kmetijske, se pravi traktorje ali karkoli drugega, ali pa v posodo in v prenosno posodo in se odpeljemo domov. Tukaj je pa treba zdaj seveda povedati še malo dodatnih informacij, trenutek pavze za Dolenška. Gorivo spada med nevarne snovi, je določeno, kako jih lahko točimo in prevažamo. Zdaj, pri točenju ni posebej, v posodah morajo biti pa te certificirane. Tukaj vidite na sredi en primer certificirane posode, tukaj pa en primer necertificirane posode za prevoz goriva. Sicer pa veljajo pogoji, da poleg tega, da mora biti posoda certificirana, za sam prevoz ni nekega posebnega pogoja, če točimo v posode do največ 60 litrov prostornine in na posodo in da skupaj vozilo ni več kot 240 litrov goriva. Če je goriva tega več, potem velja do 1000 litrov za dizelsko gorivo ali pa za KOLGK, se pravi gorivo za kmetijstvo, pa 333 litrov za bencin, kar nas v tem trenutku ne zanima. Nekaj več pogojev so pa blažji, in sicer mora biti vozilo gasilnik z minimalno 2 kilograma prahu, mora biti UN številka nevarnega blaga, ki ga nam da prodajalec skupaj z listom, kjer piše gor, oziroma pri njemu dobimo to številko, mora biti ta številka navedena na tej posodi, potem mora imeti ta posoda nalepka številka 3, to je signaliziran plamen in nalepka okolju nevarno, ki je pa drevo in riba, ki plava na hrbtu oziroma ne plava več. Tako, pod temu je dovoljeno do te količine do 1000 litrov, tako poenostavljeno povedano. Tukaj imamo, vidimo eno tako posodo, ki sicer namenjena tudi, ima tudi črpalko za gorivo, ima pa zraven še, vidite tukaj znak za jedke snovi, ker ima dodatno še zraven urejo za sodobne motorje, recimo za nalivanje na terenu. Ureja oziroma AdBlue,
kot je to komercialno se imenuje. Na točilnih mestih boste, kar mogoče do zdaj nismo bili pozorni, boste vedno našli oznako, kjer vam vse to piše. Zdaj seveda, kjer je zelo podroben, pa bo šel tako brati natančno, ko sem šel jaz, bo ugotovil, da praktično so na vseh bencinskih servisih, na točilnih mestih zaenkrat še nalepke, kjer piše, da v zalogovnike vozil tega goriva ni dovoljeno točiti. To so, ko prej, ko je bilo tukaj, še ni bilo goriva za kmetijstvo, zdaj bojo seveda s časoma te nalepke popravili, kjer bo pisalo razen v kmetijsko in gozdarsko mehanizacijo gorivo za kmetijstvo. Je pa to seveda to zdaj ena taka lepotna zadeva, ki je nekaj posebej pomembna. Za katere stroje smemo uporabljati gorivo za kmetijstvo oziroma za pogon katerih strojev? In sicer za kmetijsko in gozdarsko mehanizacijo, ki je navedena v pravilniku o seznamu kmetijske in gozdarske mehanizacije ter katalogu stroškov kmetijske in gozdarske mehanizacije. Ta pravilnik, ki smo ga prej dolga leta, pravzaprav ta katalog, ki smo ga dolgo leta objavljali samo kot katalog in je služil izključno za potrebe pri izvajanju storitev, ki so ga zdaj na Ministrstvu za kmetijstvo posvojili in je objavljen kot pravilnik, je objavljen tudi objavljen je na spletni strani pravno-informacijskega sistema ali pa tudi na strojnih krožkih. Tule sem vam pripravil ta pravilnik. Bolj zanimiv je potem ta seveda drugi del, kjer je ta seznam in zdaj kar obsežen. Vse stroje, ki jih najdemo tukaj noter in imajo dizelske motorje, jih lahko to gorivo uporabljamo. Zdaj ne bomo naštevali, tukaj jih je cela vrsta, od traktorjev do nakladalnikov in tako naprej, tako da kombajnov. In v teh vozilih oziroma strojih smemo uporabljati to gorivo, in sicer za vsa dela s to mehanizacijo upravičenec, se pravi, osnovni pogoj je nekdo, ki je upravičenec, ko enkrat je upravičenec, potem lahko za to kmetijsko in gozdarsko mehanizacijo, ki je našteta, uporablja to gorivo za vsa dela s to mehanizacijo. To se pravi za kmetijska, komunalna, gozdarska, za vse, za kar ima on urejen status, da lahko ta dela upravlja in da jih izvaja s to mehanizacijo. Na primer, tudi za pluženje snega ali pa za čiščenje brežin, če ima nekdo dopolnilno dejavnost in to dela, ali pa tudi za storitve, se pravi na svojih površinah in za izvajanje storitev, če jih lahko ta izvaja. Naj si bo preko strojnega krožka, kot to je v okviru osnovne kmetijske gozdarske dejavnosti ali v okviru dopolnilne dejavnosti ali SP-ja ali DO-ja, če sta slednja dva SP ali DO, seveda tudi kmetijsko gospodarstvo, da je na teh pravnih osebah oziroma SP, samostojni podjetnik, posameznik, tudi pisano zemljišče, kar smo prej že na dolgo in široko razlagali, zdaj samo ponovim. V drugi mehanizaciji ali vozilih, ki jih tudi uporabljamo v kmetijstvu in se tudi uporabljamo za kmetijstvo ali gozdarske namene, pa tega goriva ne smemo uporabljati. Tukaj imamo samo dva primera, recimo poltovornjak ali pick-up ali pa recimo kombinirano vozilo za prevoz živil in kaj. V teh vozilih goriva za kmetijstvo ne smemo uporabljati, tudi v tovornih vozilih, če jih uporabljamo na kmetiji, razen za čebelarje, kar je pa druga zgodba, kar bomo videli naprej. No, še pri čebelarjih. Prej smo že povedali, kakšen je ta pogoj, da lahko gorivo za kmetijstvo uporabljamo. Uporablja se pa lahko v tovornih vozilih, ki pa morajo biti prerejena in homologirana za prevoz čebel. Samo v teh vozilih se sme uporabljati to gorivo za kmetijstvo. Zdaj tudi tale predstavitev danes in tudi vse te informacije, na katere sem se že skliceval, je objavljena, sem pa zdaj majčkeno prehiter kliknil, na tej spletni strani, kjer, če še enkrat pokažemo, tej spletni strani, ki smo jo že prej omenjali, strojnih krožkov, in je tukaj ABC gorivo za kmetijstvo, kjer imate vse to navedeno, vključno z
to predstavitvijo. Vidite, ki je čist na koncu pod številka 9, predstavitev je naša Digipunca oziroma Dama že dodala tole gor, in si lahko prenesete, uporabljate kjerkoli z veseljem, bom, če boste kje porabili. Tako da toliko je za ta prvi del. Zdaj bom dal besedo nazaj sodelavcu Andreju in Ja, super, odlično. Najlepša hvala za pozornost. Hvala za to super predstavitev. Zdaj vmes se je nabralo oziroma 2-3 vprašanja. Zdaj ne vem, najboljše, če jaz kar preberem, v živo boste kar sproti odgovorili, ostali ste pa potem vabljeni za postavitev vprašanja z dvigom rokice, tam, ko piše spodaj raise hand, stisnite, pa vam potem dodam možnost govora. Se pravi, od enega anonimnega uporabnika vprašanje je torej Koel GK do trenutka, ko dodajo barvilo enako kot dizel? To je prvi del vprašanja. Da, odgovor je da. Ok, in se nadaljuje potem vprašanje, torej edina razlaga z dizlom v barvi ali ne? Razlika je v barvi in v tem, da ima dizel lahko dodano tudi fame oziroma biodizel. Sicer je pa po tem standardno to enako, tako da, in to je ta bistvena razlika od starega kurilnega olja, če smem tako reči. Ok. Potem pa sprašujem Milko Slanič, kako je z vozili za dostavo iz kmetije in potrebe kmetije, mislim osebno vozilo ali kombi, to ste ravno na koncu odgovorili, ne? Ni upravičeno in ni dovoljeno uporabljati, je enaka kršitev, kot je bila do zdaj. Žal. To smo hoteli. Potem Boštjan Luknjar sprašuje, kje lahko kupiš certificirane posode? Na vsakem benzinskem servisu, sicer pa malo po spletu pobrskajte za večje posode, na benzinskih servisih imajo manjše posode, čeprav je pa tudi to, ko sem pokazal, je pri enem našem dobavitelju, ampak ne bi delali reklame. Marina Stojanovič Mali, ali lahko fizična oseba kmet pooblasti osebo za nakup goriva na črpalki? Lahko, če spada v to kategorijo, kot sem naštel, to se pravi nosilec kmetijskega gospodarstva, namestnik, čeprav zdaj namestnikov kao ni več, ampak ni, in člani kmetijskega gospodarstva, tisti, ki boste šli to poskusiti, boste videli, da se to ujema za člani gospodinjstev. Sicer je pa, če ta možnost ne obstaja, lahko kdorkoli v tej državi gre na bencinski servis in kupi na istem točilnem mestu gorivo za ogrevanje Koel ali pa gorivanje za ogrevanje Koel GK, ki je isto gorivo, in ga pač v certificirani posodi nosi domov in ga porabi za ogrevanje ali pa za pogon, seveda, če je upravičenec. Ok. Ta anonimni uporabnik se zdaj samo še zahvaljuje in za zelo dobro predstavitev tematike. Zdaj imamo pa tukaj še, se pravi, še vedno ste vabljeni k postavljanju vprašanj preko question and answer. Imamo pa tukaj zdaj še že 4 rokice dvignjene, pa bom jaz kar poklical vsakega posebej. Silvan Simčič, tukaj imate, kar izvolite, postavite vprašanje. Samo mikrofon si priklopite. Halo, se slišimo? Se slišimo, ja. Ja, dober dan, Simčič Silvan, Petrol. Jaz bi najprej res pohvalil gospoda Dolinška. Moram reči, da ena boljših prezentacij, kot sem jih v zadnjem času videl, in zajeto je bilo čisto vse, še veliko več. Tako da k temu skoraj ne bi imel kaj dodati, pač razen neki malenkosti, če bo čas za to, no, glede tega, ker je bilo govora o standardu, čistosti zalogovnikov, pa mogoče tudi označevanja točilnih mest, ampak da ne bi vam kradel časa, naj mogoče, če bo kakšno tako vprašanje vezano na kakovost, sem na razpolago. Tako da še enkrat bi pa res pohvalil prezentacijo, kot je smo jo pričakovali, da bo, in še veliko boljša, tako da vse pohvale avtorjev. Hvala.
No, lepo. Torej, zdaj, Andrej, če sva dobro razumela, če ima kdo še kakšno bolj dodatno vprašanje, gospod je ponudil, gospod Simčič, hvala lepa, da ste se priklopili, tudi o čiščenju rezervoarjev. Mogoče, jaz sem zasledil zadnjič na spletu, da ste tudi v Petrolu kupili zdaj lastno vozilo, da ne boste več 5 do 6 tisoč evrov plačevali zunanjim izvajalcem, ampak da ste pa za vozilo dali 600 tisoč. Mi se malo ukvarjamo s kalkulacijami, pol te meje računamo in verjetno boste znali pojasniti, zakaj ste se za to odločili, bomo mogoče še bolj prepričani o tem, kar sem jaz prej povedal. Ja, hvala. Bom kar malo pojasnil. V bistvu v Petrolu imamo urejen sistem za pač čiščenje in skrb za čistost rezervoarjev za vsa goriva. Teh potreb je kar dost, kar veste, da imamo tudi prodajnih mest zelo veliko. Včasih se pri tem poslužujemo tudi zunanjih izvajalcev, včasih delamo to sami. Novo vozilo nam bo to veliko bolj olajšalo. Bi pa v tej priložnosti povedal, da kar se čistosti tiče pač rezervoarjev, ki so bili prej za kurilno olje, zdaj pa za dizelsko gorivo oziroma bom rekel, kar za gorivo GK, gorivo za kmetijstvo, ni nobene razlike. Mi smo imeli že prej skrb in smo izvajali redna čiščenja, kot jih izvajamo tudi danes. Tako da v tem pogledu se nič ne spremeni, tudi sistem kontrole kakovosti na vseh teh tako imenovanih kontrolnih točkah je enak. Morali smo se pa seveda prilagoditi vsem zahtevam, ki izhajajo iz tega zahtev za ta goriva. Mogoče bi ob tem povedal samo to razliko. Standard SIS 1011 je bil do sedaj standard za kurilno olje za ogrevanje. Ker sam tudi delujem v standardizaciji, smo pač bili primorani ta standard razširiti še s tem gorivom in ta standard je od 1.1. oziroma pravzaprav, kar se tiče standarda od 1.2. naprej, velja tako za gorivo za ogrevanje kot kurilno olje, tako kot smo ga poznali do zdaj, in za to novo gorivo, tako da ne bo koga zmotil, če bo kje pač opazil, recimo pri pečeh in podobno, da mora biti po standardu SIS 1011, zdaj imamo tudi zahtevo za goriva za traktorje oziroma za kmetijsko mehanizacijo. Bistvena stvar pri tem je v tem, da mora ta standard zdaj ponovno izpolnjevati vse zahteve standarda za dizelsko gorivo, se pravi EN 590 in ga izpolnjuje. Tle ni samo mogoče razlika v obarvanosti, ampak predvsem je razlika seveda v žveplu, zahtevana mazalnost, ki mora biti za dizelsko gorivo. Vemo, da so postavljene tudi zahteve, da se lahko z gorivom mažejo deli napajalnega sistema. Tako da tudi kontrole so prilagojene temu, tako ni nobene bojazni, da bi rekli, da zdaj s tem ni kakšnih pomembnih razlik, ki bi lahko škodovali traktorjem. Zavedali smo se tudi v Petrolu in verjetno tudi v ostali ponudniki, da gre tle za stroje, ki niso poceni, dragi in bom rekel, velja enako kot za avtobuse, kamione in druga prevozna sredstva, ki so prav tako zelo draga, da je treba jim ponuditi to, kar zahtevajo. In to gorivo ponuja vse to, kar zahtevajo ti traktorji, za tem stojimo, tako da vsak, ki bo na prodajnem mestu kupil to gorivo, dobi s tem tudi, bom rekel, zagotovilo, da ali v odnosu do garancije, ali v odnosu do drugih pač nekako pomislekov, ki jih imajo. Mogoče bi en pomislek povedal še v zvezi z samo barvo oziroma sredstvom za označevanje. Mi smo preverjali pri tistih, ki seveda so to že testirali in pač se že s tem prej ukvarjali, da ta sredstva, ki se uporabljajo za barvanje in oziroma za markiranje, v ničemer ne škodujejo strojem oziroma napajalnim sistemom, tako da tudi z tega stališča so vsi lahko varni in, bom rekel, mirni. To bi mogoče dodal k temu, kar je bilo vezano na to vprašanje. Gospod Simčič, saj ne bi midva lahko debatirala 1 uro o raznih rekla kazala. Ravno včeraj sem govoril z enim prevoznikom, ki je rekel, 32 tisoč litrov, malo mi kamera zmrzuje, vozimo, in indikatorja je manj kot pol litra. Drži, ali ga je celo še manj?
Indikatorja, če lahko si izračuna, recimo doziranje sredstva za označevanje je tam nekje med 30 in 40 miligramov, to sredstvo je že razredčeno z nosilcem, te aktivne snovi indikatorja pa mora biti med 6 in 9 miligramov na liter. Ok, hvala. Izvolite, Andrej. Ja, jaz bi tukaj kar že dodal, ko imamo ravno gospoda Simčiča še zraven, Gregor Zorjan je postavil vprašanje, lahko zahtevamo v nakupu zraven na kupovalkah analizo? Ja, mislim, mi za vsakega kupca, ki bi to želel, lahko tudi mu pošljemo ustrezno potrdilo o kakovosti, a ne, to sicer ne prilagamo vsakemu, ki gre na prodajno mesto, ampak če koga konkretno zanima, ne, za gorivo, ki so v tistem trenutku oziroma v tistem času v prodaji, mu lahko tudi to zagotovimo, pač ker potrdilo kakovosti se spremlja vsako dobavo na prodajno mesto. Ok, super, hvala. Bom pa šel zdaj naprej kar na postavljanje na ta rokice. Samo trenutek, Kmetija Šlamberger, sem vas kar dodal, lahko priklopite mikrofon in postavite vprašanje. Ja, lep pozdrav z moje strani. Najlepša hvala za res interesantno predstavitev. Zdaj mi se ukvarjamo v večini tudi z pridelavo zelenjave in do zdaj smo vedno prekoračili te omejitve, katere so pač bile, ker smo porabili dosti več goriva, kot je bilo dovoljeno, priznano za te trošarine. In zdaj, če sem prav razumel, teh omejitev več po novem ni za nas. Ok, to je bilo eno vprašanje. Ni omejitev za kmetijsko in gozdarsko mehanizacijo, ki je našteta v tem pravilniku. Okay, recimo, ostalih vozilih, ki jih vi uporabljate, posebej pri zelenjavi, uporaba ni dovoljena. Ne, razumljivo. Imamo pa tudi recimo te namakalne sisteme, kjer so dizelski agregati. To ni noben problem. To ni problem. Okay. To bi v bistvu, ampak dobro, da ne bo šli v to, zdaj je to pa se, sicer bi to že lahko prej posebej uveljavljali, ampak pustimo to. Ok, najlepša hvala. Ok, super, hvala. Potem bom dal kar besedo gospodu Marjanu Golobu. Kar izvolite, priklopite mikrofon. Ja, dober dan. Dober dan, kar izvolite. Dober dan. Marjan Golob iz Kamenka pri telefonu. Imam ene par vprašanj za gospoda Dolenška. In sicer na kmetijah je precej teh kant od detergenta za molzno tehniko čistiti in gor so oznake X in Y. Ali so te posode primerne za prevoz goriva? Naslednja stvar. Načelno bom kar sprot, da bomo sprot, drugače ne bomo sledila. Ne moram 100% odgovoriti, mislim pa, da ne. Lejte, tam sem bral, gospod Kristjan Hrastar je objavil, novinar Kmečkega glasa, piše, da mora imeti posoda gor oznako X, Y ali Z. In posoda z oznako Z ni primerna za bencin. Ta posoda ima te oznake, zakaj pol ni primerna? Rekel sem, da nisem prepričan, ker bi mogel pogledati, lejte, zdaj, če je predvidevam, da je novinar dobro preveril, jaz pa nisem tako natančno gledal, potem je odgovor, da v vašem primeru se opravičujem, ampak res nisem, ne vem na pamet tega. Ampak po občutku, jaz sem rekel izključno po občutku, ok, gremo naprej, to je v redu, se opravičujem. Ali lahko to preverite, pa mi naknadno sporočite? Ja, dajte v predstavitvi moj mail, prosim, če mi naredite sliko, pa mi pošljete. V redu. Naslednja stvar, ki me zanima. Prevoz goriva. Največ 60 litrov na posodo. Kljub temu, da imaš na primer certificiran sod, ki drži 200 litrov, oprostite, ampak to mi je... Ne, kar povedite do konca, ne drži to. Ampak kar odgovorim? Prosim. Do 60 litrov na posodo in največ 240 litrov ni nobenih posebnih pogojev za prevoz v vozilo, razen certificirana posoda. Do 1000 litrov skupne količine pa so pogoji, ki sem jih prej naštel, ali pa so to v predstavitvi, če ste pogledali, gasilni aparat, UN številka, potem oznake.
Takrat pa imate lahko, če imate certificirano posodo, imate lahko do 1000 litrov vozite. Če imate pa nad 1000 litrov, so pa potem veliko strožji pogoji, ki so enaki kot za prevoz cele cisterne šleparja. Se pravi, če prav razumem, do 1000 litrov ne rabim ADR. Ne rabite ADR, rabite pa izpolnjevanje pogojev, gasilni aparat, številka, oznake. Razumem. Najlepša hvala za pojasnila. Z veseljem. Ja. Okay, super. Potem imamo tukaj gospoda Andreja Ropiča. Kar izvolite, gospod Ropič. Mikrofon. Gospod Ropič, kar mikrofon, ja. Smo ga že izgubili, mogoče vmes. Gospod Ropič? Ni več, očitno. Zdaj pa tukaj, ne vem, iz kmetije Šlamberger je to na novo postavljeno, dvignjena rokica, ali je še odprej dvignjena? Aha, izginila. Aha, je, okej. Poskusimo še enkrat gospoda Ropiča. Zgleda, da ne bomo prišli v stik. Če ne, pa mogoče še enkrat kasneje poskusi. Tukaj imamo potem zdaj še pri vprašanjih. Gospod Pavel Kirbič, pozdravljeni, na začetku sem zasledil, da so rekli, da ni nujno uporabljati OL goriva, kako pa potem dobimo nazaj trošarino za D2, enako kot do zdaj. V začetku prihodnjega leta zanima me, zato uporabljam pol kole in polovico D2. Andrej, moram reči, da nisem nič razumel vašega vprašanja. Nisem vas slišal, zginili ste, samo nek eho je bil. Aha, se pravi, na začetku sem od gospoda Pavla Kirbiša, na začetku sem zasledil, Veste, da vas spet ne slišim, a je to v Q, ne bom jaz odprl. Kjero vprašanje, to bom prebral sam. Pavel Kirbiš, ali pa imamo gospodu kar... Pavel Kirbiš, ja. Na začetku sem zasledil, da ni nujno uporabljati OL goriva, potem pa dobimo nazaj trošarino D2, kot do zdaj. Zanima me, če to... Ne, to ne drži. Od 1.1.23 ni več vračila trošarine za nobeno gorivo. Mi seveda kot svobodni državljani se lahko odločimo, da se ne bomo kupovali OL GK, se pravi gorivo za kmetijstvo, ampak še naprej uporabljamo dizelsko gorivo. V tem primeru seveda plačamo več. Jaz sem samo pokazal, koliko je ta razlika. Skratka, od 1.1.23 ni nobenega vračila več, ampak nam država ponudi možnost, če želimo, da kupimo gorivo za kmetijstvo in ob nakupu dobimo znižano vrednost trošarine. Ok. Bomo še enkrat, da me zdaj slišite. Kako je se pravi, gospod Franc Marko? Zelo slabo vas slišim, bom kar jaz prebral, Andrej, če se strinjate. Kako je, mislim, zanimivo, ko naravno zgledate, se vas bolj sliši, ko ste pa malo zaviti, se pa ne. Obaj, pustimo to. Kako je s prevozom mleka do mlekarne? Če peljem mleko s traktorjem, lahko uporabljam? Da, točno tako, kot ste napisali. S traktorjem je dovoljeno, z avtom pa ne. Kako je z dvojnimi zemljišči, ki jih uporabniki uporabljajo v drugi državi kot slovenski državljani in državljani natočiš gorivo v Sloveniji? Ali ti lahko policist na Hrvaški napiše kazen? Odgovor je tak, da to je pa že do zdaj ni bilo kaznivo, ker je direktiva Evropske unije v tem primeru, ki dovoljuje znižanje trošarine za kmetijstvo, gozdarstvo, piše, da v primeru, ko se v eni državi uporablja označeno gorivo in se s te mehanizacijo dela v drugi državi, se uporabljajo predpisi v tej državi, kjer je bilo gorivo natočeno. Tako, da so to zdaj hrvaški državljani že pri nas lahko vozili z tako imenovanim modrim ali plavim dizlom, kot ga imajo na Hrvaškem. Včeraj smo imeli oddajo za Radio Koper, je bilo vprašanje, lahko italijanski državljani pri nas kupujejo? Ne. Lahko pa kupijo pri sebi, oni imajo zeleni dizel in delajo pri nas. Davčne obveznosti niso oziroma so še vedno nacionalnega. Tako da
pri nas ne morajo tujci kupovati in mi ne moramo kupovati recimo na Hrvaškem. Gospod Dolenšek, če se zdaj slišimo boljše? Ja, zdaj pa gre. Ja, odlično, super. Ravno gospa Hermina Oberstar je dvignila rokico, mogoče te, ko so v živo, da ne bojo potem čakali. Kar izvolite, gospa Hermina, mikrofon. Se upravičujem, nisem dvignila roke, očitno sem nekaj klikala, kar sem delala. Ok, zmenjeno. Hvala. Ampak vseeno lahko kaj poveš, Hermina. Lahko samo pohvalim predstavitev, moram reči, da jo poslušam in da so informacije popolnoma pravilne. Vesela pa sem tudi informacije, ki jih je podal gospod iz Petrola, ker mislim, da je največ vprašanj prav na kvaliteto in da se v bistvu uporabniki tega, kot rečemo, novega kmetijskega goriva najpogosteje sprašujejo glede kvalitete. To je trenutno največja bojazen, ki jo imajo. Tako da, hvala lepa obema za odlično predstavitev. Ok, pa ponovno Pavel Kirbiš je še v živo, pa vidim, da ima tukaj tudi vprašanje, mogoče bo kar v živo povedal. Kar izvolite, gospod Kirbiš. Mikrofon. Mikrofon. Ne bo šlo. Potem bom pa jaz kar prebral, oziroma še prej imamo zopet od anonimnega uporabnika, kako je z dvojnimi zemljišči, ki jih imajo uporabniki v drugi državi kot slovenski državljan in natočiš gorivo v Sloveniji. Ali ti lahko policist, na primer Hrvaški, napiše kazen, če imaš v traktorju OLGK? Kot sem že prej povedal, še enkrat ne, ker velja po direktivi Evropske unije, da se lahko uporablja gorivo za znižano trošarino tudi v drugi državi. Veljajo zakoni države, kjer je bilo natočeno. Ok. Se pravi, gospod Pavel Kirbiš, pravkar poslušam, da so rezervoarji redno čiščeni. Zanima me, ali so tudi spraznjeni. Saj, če so samo dolili gorivo, recimo na pol poln rezervoar, potem to gorivo ni več ustrezno, saj presega vsebnost žvepla. A se slišimo? Se slišimo? Ja, torej, zanimivo vprašanje. Moram reči, da ko smo preverjali stanje in spreminjali oziroma prehajali z enega goriva na drugo, smo bili na to posebej pozorni. Vsa goriva, ki jih prodajamo na naših prodajnih mestah, imajo gorivo z žveplom pod 10 ppm. To smo dodatno vzorčili, tako da nobenega prodajnega mesta nismo dali v prodajo, če ta pogoj ni bil izpolnjen. Ok, super, hvala. Gospod Dušan Škerget, mogoče bi prodajna mesta lahko imela analizo kakovosti nalepljeno na vidnem mestu, samo predlog. Glede tega, mislim, da bi to sicer po eni strani bilo v redu, ampak treba je vedeti, da vsaka dobava se majčkeno tudi razlikuje. Če kdo želi tako informacijo dobi, bi pa seveda mogoče tudi koga zmedla, ampak če bo kdorkoli želi, lahko se obrne ali preko prodajnega mesta ali pa direktno na Petrol, bomo tudi te informacije dali. Bi pa ob tej priložnosti samo eno posebnost povedal, lepo je bilo povedano, kako je za razliko od prejšnjega kurilnega olja, sedaj ta GK se spreminja kakovost oziroma odpornost nizkotemperaturna glede na čas, v katerem se gorivo prodaja. Na to je treba biti posebej pozoren, zato ker kdor bo gorivo kupoval na zalogo in bo gorivo kupil v letnem času, bo seveda imel pozimi težave. Gorivo se zdaj, nizkotemperaturna odpornost se spreminja s letnim obdobjem, imamo poletno, prehodno zimsko in prehodno pomladansko, tako da upoštevajte to, gorivo naj se kupi takrat v obdobju, posebej v zimskem času, ko je prirejeno tem zimskim pogojem. Super, hvala. Gospod Boris Žnidarič, zanima me, ali se lahko OLGK uporablja za ogrevanje rastlinjakov? Ja, tako kot že do zdaj. Ok, kratko in drnato. Miha Strašek, ali mešanje barvil v običajnem dizlu ostane goriva v rezervoarju in GK povzroča kakšne posledice? Torej, dajte vi, gospod Simčič, tehnično, jaz bom pa davčno potem.
Okay. Torej, za označevanje goriv se uporablja enako sredstvo kot za kurilno olje. Se pravi, kurilno olje smo ga poznali do zdaj kot novo olje za kmetijstvo. Mešanje enega in drugega ni problematično, vendar pri mešanju moram opozoriti, da ne bi kdo pač novo gorivo natočil na staro, ki je bilo verjetno še tudi z višjim žveplom, to bi bilo pa narobe, a ne? Tako da samo stališča sredstva za označevanje ni nobenega problema pri mešanju. Zdaj jaz v tej moji predstavitvi nisem posebej opozarjal na navodila, ki jih je dal tudi FURS, tam so zelo zanimiva tudi vprašanja odgovori, če se boste šli to novico pogledati. In tam je eno vprašanje, odgovor, ki ga je dal FURS pri izvajanju storitev. In sicer, kako lahko nekdo, ki ni upravičen za nakup goriva, glede na zemljišča, pa dela storitve, to gorivo vseeno uporablja. In tam je odgovor, da to samo v enem primeru, ko izvaja storitev, zdaj bom z drugimi besedami povedal, izvaja storitev za nekoga, ki je po svojih zemljiščih upravičen za nakup goriva, vendar ne dela sam, pač pa najame storitev, lahko ta oseba kupi gorivo in ga natoči v zalogovnik stroja tiste osebe, ki izvaja storitev, in mu na tem delu za tisti čas zemljišča lahko uporablja, za tisti čas dela pri njem lahko uporablja to gorivo. Zdaj, tam ne piše odgovora in to težko bi ga od FURS-a pričakovali, najbrž pa niti jaz, niti gospod Sinčič ne bova znala povedati, kako pa pol to narediti, če greš pa čez 2 ure k nekomu, ki pa ni več upravičen. Dvojnih zalogovnikov na traktorju pa jaz do zdaj še nisem videl, razen tistih prototipih oziroma študijskih primerih, ko so kurili rastlinsko olje, pa so potem malo tamle sam paket tiste pipce obračali. No, jaz bi vsekakor torej ne gre, po domače povedano, to ne gre. Temu izvajalcu bi vsekakor svetoval, da pazi na to, ker če bi pač imel kontrolo, a ne, bo težko dokazoval, da je upravičen uporabnik. Tako. Okay. Potem imamo pa še tukaj gospoda Mišela Pleterška. Ali je predvidena konstantna razlika v ceni med KOEL, GK in dizlom? Primer, kakšna bo cena GK, če cena dizla pade na 1 evro na liter? Tako kot bo po uredbi o določenju cen, določeno za gorivo, kurilno olje ekstra lahko za ogrevanje. Tole vprašanje je pa odgovor za $1.000.000, ne vemo, če bo liter, ker ne vemo, kako bo uredba, ne vem, pa lahko gospod Simčič poveste razmerje, ampak zdaj je razmerje, kot ste videli, skupaj z DDV-jem 1,48 proti 1,15. Če bo takrat 1, pol bo nekje okoli 60 centov. Ja, jaz žal nisem specialist za cenovno politiko, vendar moram reči, da ponovadi cene, ko pada cena dizla, pada tudi cena za kurilno olje ekstra lahko, vendar moramo vedeti, da po evropski direktivi so cene kurilnega olja za ogrevanje pod drugačno restrikcijo in se lahko zgodi, da bo dizel v razmerju do kurilnega olja pač cenejši, ampak o tem, kot je gospod Dolinšek rekel, to je vprašanje za $1 milijon. Okay. Kaj to pomeni, da v teoriji bodo lahko v bistvu tankali dizel, če bo cena nižja od te variante? Ja, mislim, vedno se da odločati med enim in drugim, ker nekateri bojo mogoče še zmeraj rekli, ne verjamemo izjavam o kmetijskem kurilnem olju in podobno, se bo odločili za dizel, eno in drugo. Tudi mešanje enega in drugega ni sporno oziroma ni problematično, tako da se lahko kadarkoli. Cena bo pa seveda odločala, v končni fazi se bo zmeraj vendarle vsak odločil za cenejše gorivo. Okay, hvala. Gospodu Ropiču nagaja očitno mikrofon, zato je uspel napisati vprašanje. Storitve s kombajnom, kateri ima SP. Prej mi je napisal na računu porabo goriva in sem uveljavljal trošarino. Kako bo s tem sedaj? Ja, zdaj je to, da si je na račune pisalo
tudi poraba goriva je bilo zato po pravilniku, ki je to urejal, mogoče, ker se je vračalo trošarino za nakupljeno gorivo. In gorivo se je lahko kupilo na bencinskem servisu ali pa preko storitve, preko tretje osebe. Zdaj, ko se nič več ne vrača trošarine za nobeno gorivo, v nobenem primeru, je to postalo irelevantno. Zdaj, ta SP, ki bo izvajal, lahko to piše še vedno, to je prostovoljno, kot lahko kakšno rožico gor nariše, nič ne škodi, ampak ni več relevantno, skratka, ni več potrebno in nihče več ne more uveljavljati vračila trošarine. Zdaj nekdo, ki bo najemal storitev in bo tisti, ki bo mu izvajal storitev, upravičenec do uporabe goriva za kmetijstvo, lahko upravičeno pričakuje, da mu bo za tisti 1-2% zmanjšal ceno storitve. Okay. Lahko pa, če želite, povem eno anekdoto. Mi je klical en izvajalec storitev, ki je SP, in se je pozanimal, on seveda je že vse proučil, kako lahko postane kmetijsko gospodarstvo in ga je samo zanimalo, do kdaj mora to narediti, da bo potem upravičen. Sem pač povedal do 30.6., pa je pa že hotel odložiti, pa se je rekel, gospod, mi lahko samo eno stvar poveste, koliko boste pa vi zdaj, če vam to uspe, v naslednjem letu potem ste že preračunali, koliko boste znižali ceno storitve, če boste imeli nižjo ceno goriva za teh cirka 30 centov. No, in mi je tako zelo, je bil malo tiho, pa je pa odgovoril zelo začudno in rekel, zakaj pa? Ja, to so dejstva. To je pa ekonomija obsega in diferencialna renta 2 so nas učili, ko smo šli na izpit iz ekonomske teorije. Ampak smo bili takrat malo mlajši. Okay. Ja. Tako da. Ja, zdaj tukaj ne vidim več nobenih vprašanj. Te rokice, ki so dvignjene, so še odprej, pa jih verjetno niso stran umaknili. Me pa sodelavec vseeno, predno smo začeli s tem sestankom, me je vprašal, se pravi, v primeru, recimo, da imaš kombajn, ki bi imel več kot 1000 litrski zalogovnik za gorivo. Kaj to pomeni za kombajnista, ki pride tankat? Kaj bi on moral tudi opraviti te izpite oziroma tečaje, kot jih ima nekdo, ki prevaža gorivo? To ni prevoz goriva, to je uporaba goriva strojev. Na bencinskem servisu lahko natoči brez težav, tam samo ročka mora biti v stalnem stiku za točilno odprtino, to je edini pogoj. In potem lahko več kot 1000 litrov natanka? Seveda natoči tam. Govorili smo izključno o prevozih, ki jih izvaja sam zdaj nekdo, ki pa prevoze izvaja kot dejavnost, mora pa tako, ne vem, kako lahko to izvaja brez ADR pogojev. Ok. Odlično. Ja, zdaj jaz ne vidim več, če je še kdo toliko pogumen, da postavi vprašanje. Andrej, jaz predlagam, da gremo v parih minutah še čez tale zadnji del, ki v bistvu, potem pa, če bo še kakšno vprašanje, pa ne vidim ovire, da ne bi preskočili na to temo, lahko pa tudi na kakšno drugo, če bo koga zanimalo, se ne baš imamo še nekaj malenkost časa na Zoomu. Imamo še. Ja, zdaj samo da dam tole še F5 in da se stvar zmiga. Zdaj vse o tem, kar smo do zdaj govorili, je vse lepo in prav, nič nam pa ne pomaga, če nam navček zapoje, če nas nesejo z nogami naprej ali pa v naročju, če smo bolj upepeljeni prej. In žal vsak let in toliko ljudi v kmetijstvu in gozdarstvu umre, tam se še vedno ukvarjamo s 25 ljudmi na leto, 20 do 25, kar je ogromno več v primerjavi z vsemi delovnimi nezgodami, ampak da se ne zaidemo v to statistiko. V zadnjih parih letih opazujemo pri prezgodah s traktorju, da je največ mrtvih zaradi neuporabe varnostnega pasu, ker ljudje padejo iz vozila in sicer sam da si stojavim, bi vam sam za leto 2021 so 4 umrli po neuradnih podatkih, kakor smo uspeli analizirati, ker so padli iz kabine pod varnostni pas. Tole je samo en primer, ko je bil varnostni pas nameščen, pa ni ga voznik uporabljal, na led vozila od zadaj.
En primer iz letošnjega leta, iz maja, tudi nameščen varnostni pas voznik ga ni uporabljal in kakor zdaj prve analize kažejo, zbrani podatki je lani, lahko z veliko verjetnostjo rečemo, da kar 8 ljudi je umrlo zaradi tega, ker so popadali iz kabin, ker niso uporabljali varnostnega pasu. Zdaj, bistvo je, da varnostni pas, ko ga uporabljamo pri prevračanju, manj pri zaletavanju, ker se večinoma ne zaletimo s tako velikimi hitrostmi, ampak tudi nas zadrži ta trebušni varnostni pas v tem varni celici v kabini in in preživimo. Zdaj, v vseh vozilih, ki so v prometu, je uporaba varnostnega pasu obvezna, če je varnostni pas vgrajen. In pri varnostnem pasu pri traktorjih so varnostni pasovi obvezno vgrajeni po 1.5.2004, ki so bili prodani kot novi, teh je približno 40% v Sloveniji, medtem ko 60% imamo pa starejših traktorjih in do zdaj ni bilo še dovolj tega zavedanja niti med kmetijskimi politiki, niti med odločevalci o prometnih predpisih, da bi to zadevo predpisali, čeprav ni noben problem ugraditi za 100, od 50 do 100 evrov dobimo pas z navijalnikom in ga lahko ugradimo vsak pas, tako tiste stare sedeže, ki že imajo predvidena mesta, kot tiste, ki jih je treba, pa da ne bomo zgubljali naprej, ampak mi zdaj lahko samo apeliramo, da se ti pasovi ugradijo. Tole je samo primer 2 prodajalcev na spletu, ki lahko eni s cenami, eden brez za naknadno vgradnjo. Bi pa povabil vse, ki ste tukaj, da se v nedeljo odgledate oddajo Ljudje in zemlja, to je ena najbolj gledanih oddaj, smo čisto na sveže posneli prispevek o varnostnih pasovih. Prav tako vas bi povabil, da si tule na spletni strani strojnih krožkov, tam, ko imamo varnost in zdravje, bomo videli, če bo zdaj tole zalaufalo, pogledate kaj več o tem, tudi tole predavanje bo tam pa eno zgibanko imamo, zgleda, da ne deluje tako hitro, ker porabljamo čas za pasovno širino za prenos slike. No, druga stvar pa še, bomo videli, če da ljubo, smo pa tudi posneli en čisto kratek video, 20-sekundni, na letošnjem sejmu Agra, kjer ste bili, ste šli mimo, na razstavnem prostoru Kmetijsko-gozdarske zbornice, tukaj smo imeli strojni krožki 2 dni, kako se lahko sami prepričate s tem simulatorjem prevračanja, če nam varnost, kaj nam pomeni varnostni pas in kako lahko se obdržimo. Ne smemo namreč pozabiti, da ko se začne enkrat prevračanje, smo kot izstrelek in poletimo kamorkoli. Zdaj, če upam, samo še sekundo, če imamo toliko potrpljenja. Evo, bomo se drugo zaprl. Skratka, če ne si boste pa pogledali na YouTubu, lahko tale video. Enostavno gre, rabimo preveč, kljub temu, da je tlele optika, vseeno deluje prepočasi. Tako da bom tole kar zaprl. Tako da no, zdaj, ko sem pa dal stop share, je pa začelo delovati, tako da. Ja. Ampak je že konec, ja. Škoda je pa tako, kot ste rekli, vse na spletu se da videti, ne? Na YouTubu. Tako da je na YouTubu. Mogoče lahko kliknemo še enkrat, da vidimo, če bo. Tako da. Sicer je YouTube malo zvita, ne, pa nam takoj nekaj drugega ponudi, vidite, smo že drugje, ne. Tako da bomo kar tole izklopili. Tako da. Dobre, žal. Ja, bomo dali še stop share. Tako, no, še enkrat vračam besedo. Hvala. Ok, hvala še za to kratko predstavitev. Mislim, da je zelo pomembno, da se ozavešča vse, ki delate s traktorji oziroma z stroji, da tisti pas služi nečemu, ne? Da v bistvu je razlika potem med izidom končnim, ne? Kot je gospod Dolenšek rekel, lahko si kot izstrelek iz traktorja, pa ni potrebno, da si na kakem klancu ali pa kje drugje, ne?
Ja, zdaj imamo pa še, se pravi, eno rokico, vidim, da se je vmes dvignila, gospod Branko Pungartnik, vas povabim še k besedi, kar izvolite mikrofon priklopiti. Gospod Pungartnik. Vidim, da imate priklopljen mikrofon, ampak se nič ne sliši. Dobro. No, poskusite malo drugače še. Lahko pa mogoče še vmes odgovorimo. Aha, gospod Marjan Golob je še postavil vprašanje. Pozdravljeni, zanima me, kako je s kurjenjem zimske nafte GK poleti. Jaz mislim, da ni ovir, lahko pa gospod Simčič pove še bolj konkretno. Ja, mogoče boljše, ja. Kaj je povezava dol padla? Upam, da ne. Midva se še slišva, ne, Andrej? Ja, midva se slišva. Skratka, če boste po zimi... Halo? Ja, izvolite, gospod. A se slišimo? No, jaz mislim, da ni težav, boste pa vi povedali. Ja, ni težav, ne, sej to je poleti ni nobenega problema, ampak še enkrat poudarjam, obratno pa je po zimi, ne, takrat, če uporabljate gorivo, ki ste ga kupili recimo septembra v prehodnem obdobju, ga dajte raje prišparati za spomlad, ko bodo temperature višje, po zimi pa izključno uporabljati gorivo, ki se kupi v zimskem času z zimsko kakovostjo. Tole mogoče zdaj samo, da spomnim na tej novici, sicer ni lepa tabela, ampak tukaj imate obdobja in do kjer temperature je gorivo še pretočno v oratoriju filtriranost. V praksi ene 2 stopinje, manj računajmo, pa to tudi 200, če je zalogovnik odprt in tako naprej. Ampak je do teh stopinj, ne. Ja, to so neke tiste mejne vrednosti, upoštevajte pa to, da so še drugi vplivi, ki vplivajo na to, ampak pač enostavno, če ne boste se držali tega, ali boste res imeli težave, mi posebej opozarjamo ravno zaradi tega, ker potem kupci obračajo na nas, pač na kakovost goriva, zato se treba tega držati. Ok, super. Gospod Matej, ali je razlika med D2 in GK v aditivih? Ja. Zdaj smo se pa dotaknili še enega vprašanja, ko lahko rečemo, vendarle, mislim, zdaj ni precizirano, ali gre za aditive kakšnega tipa. Če gre za nizkotemperaturne aditive, potem tle ni nobene razlike. Goriva ustrezajo pač tem nizkotemperaturnim zahtevam po obdobjih, ne glede ali so dodatno aditivirane ali niso. Mi, ko kupujemo goriva na prostem trgu, seveda ni nujno, da se dodatno aditivirajo, ampak so enostavno že prirejena zimski uporabi. Obstaja pa seveda še ena druga vrsta aditiviranja, to so pa tako imenovani performance aditivi, ki so v gorivih lastnih blagovnih znamk posameznih ponudnikov, taka so tudi v gorivih Q-Max, mi smo svoj čas prodajali dizelsko gorivo, danes prodajamo Q-Max, to so pa druge vrste aditive, večnamenski, multifunkcionalni performance aditivi, kot se temu reče. S tem, če se pač želite te aditive imeti v gorivu, potem se morate odločiti za enega od aditiviranih goriv. Ta gorivo GK teh aditivov nima. Ok. Mogoče tole k aditivom samo še en drug vidik, v gorivu za kmetijstvo ni biodizla, kot vemo, je ta ester energetsko manj učinkovita. Ja, predvsem se pa stara. Tako, če govorimo o biodizlu, zakaj ga pravzaprav ni? Ni ga zaradi tega, ker pač življenjska doba goriva, ki vsebuje biodizel, je nekako skrajšana zaradi hitrejšega staranja biodizelskega goriva. Bi pa ta biodizel delno prispeval tudi lahko k majčkeno poslabšanim nizkotemperaturnim lastnostim, ampak ne bistveno. Bistveno je pa to, ker opozarjam, če bi uporabljali gorivo, ki vsebuje biodizel v teh strojih, oziroma v dizelskih motorjih, lahko pride do resnih poškodb, če je gorivo starejšega datuma. Se pravi, da bi bilo gorivo 1 leto staro,
ker če govorimo samo o čistem fosilnem dizlu brez biogoriv, ni noben problem, tudi če je gorivo 1 leto staro, da je pravilno uskladiščeno, ampak v primeru, da je prisoten biodizel, moramo biti pa na to pozorni. Samo še en dodatek tistemu vprašanju, ali je glede aditivov, ali je razlika v kurilni vrednosti zaradi aditivov? Ne, v kurilni vrednosti ni. Aditivi, ki se dodajajo gorivom kot performance aditivi, so v pretežni meri skrbijo za čistost motorja, se pravi, da so detergentnega značaja, kar pomeni, da bo motor dlje časa ostal v takem stanju, kot je bil nov oziroma kot je novejši, kajti treba je vedeti, da goriva so organskega izvora, s tem pa se pravzaprav pojavlja tudi staranje goriva in določene obloge v motorjih, ki spremenijo majčkeno režim delovanja motorjev. Proti temu se borimo z uporabo tovrstnih aditivov. Okay. Gospod Boštjan Luknjar, v tanku imam dizel, zdaj če dolijem novo, bo kakšna težava? Nobene težave. Samo če ima dovoljenje za uporabo, drugače pa bo velika težava. To pa ja. Okay. Zvonko Mesarič, na spletni strani e-davki preverjamo upravičenost do goriva za fizično osebo s pomočjo davčne številke, vendar mi sistem spletna stran pokaže te možnosti, vam ne pokaže verjetno, ali kako? Ne, glejte, če za fizično osebo, potem morate vtipkati davčno številko plus zadnje 3 številke EMŠO-ja. Jaz sem vam prej pokazal namerno, ker nisem vtipkal zaradi osebnih podatkov varovanja za fizično osebo, ampak sem šel za 2 SP-ja, ki sta na spletu objavljeni, to je javni podatek. Zato sem lahko samo davčno, ker za pravno in SP se pa v iskalniku nese samo davčno, to je razlika. Za fizično osebo morate vnesti svojo davčno, oziroma osebe, ki želite, in zadnje 3 iz EMŠO-ja in potem bo šlo. Če vam bo pisalo, da niste upravičeni, potem ta oseba ne mora nalivati goriva. Če bo pisalo, da je upravičen, bo pa šlo. Jaz, ko sem preverjali, smo križno preverjali pa vse, do zdaj ni bilo napak v sistemu. Celo, bi rekel, sistem je malo radodaren, ampak to je že druga tema. Ok, zdaj pa vidim, novih rokic ni. Vprašanja smo vsa odgovorili, samo še vprašanje, kar se tiče, ker je nekomu prekinilo vmes sem jaz bil tudi na telefonu z enim gospodom, ker mu zvok ni delal, sprašujejo, če se bo dalo dobiti kak posnetek, kar se te tiče predavanj, ste pa vi tako rekli, da jih bo možno dobiti. Zdaj, glejte, jaz sem že pokazal spletno stran, če ne pa greste enostavno na spletno stran strojnih krožkov, tam je zdaj že gor. No, mi smo že dali gor, tako da nikaj. Če bo še kakšno dodatno vprašanje, imate tam elektronski naslov, lahko Andreju, ko ste ga dobili v bilu, lahko meni, lahko pokličete, ni noben problem. Zato smo tle, zato smo v službi, zato ste plačali davke, da delamo za vas storitve. Zelo dober odgovor. Zdaj, če ni ničesar več, še enkrat bom preveril za vprašanja slučajno. Zdaj, kar nekaj je bilo zahval in pohval na vaše predavanja in odgovore. Tako da v bistvu smo zdaj zaključili. Zelo sem v bistvu bil tudi vesel, nisem sicer tega pričakoval, da se nam bo gospod Simčič pridružil. Mislim, da je bilo zelo dobro, da slišimo še odgovore še z druge strani. Tako da ja, mislim, da je to kar uspelo. Upam, da ste dobili vsi odgovore na svoje vprašanja. Tako drugače pa, tako kot je rekel gospod Dolenšek, lahko pošljete meni na mail, lahko njemu direktno na mail. Do odgovora boste pa tako prišli na koncu. Drugače, hvala z moje strani, hvala vsem udeležencem, hvala gospod Simčiču, hvala Andreju, toliko z moje strani za danes, ostanite zdravi. No, tudi v mojem imenu najlepša hvala za tako številčno udeležbo, pa obem predavatelju, gospodu Dolenšku in seveda gospodu Simčiču za odgovore. Do naslednjič. Hvala lepa. Nasvidenje. Adijo.